Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je z nami predsednik kluba prekmurskih študentov Alen Lončar. Lepo pozdravljen. Zdravo, Urška. Ker se že dolgo osebno poznava, se bova kar tikala, tako da Alen, že čez nekaj dni nas čaka velik dogodek Bujta repa po enoletnem premoru. Kakšen bo letos dogodek, kaj pripravljate? Glede na to, da je dogodek tradicionalen oziroma kako ga radi sami pojmujemo, se ne bo kaj prida spremenil napram preteklim letom. Program se bo začel z večerjo, med večerjo bo igral band, in sicer Žan Videc skupino. Ko se večerja zaključi, ob 8:30, se bo dvorana začela prazniti, pripravilo se bo vse za koncertni del. Koncertni program je pa sestavljen iz 3 skupin. Oder bodo otvorili mladi fantje, ansambel Aktual iz Prekmurja. Ko oni zaključijo, pride na oder ikona Prekmurja in tudi že Bujte repe, to je Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Za Vladom pa pridejo na oder Zvita Feltna, tako da se mi zdi, da bo kar pester program. Koliko ljudi pričakujete? Pričakujemo okoli 1000 obiskovalcev, to je naš največji projekt in tudi vsi se ga že zelo veselimo. Pravzaprav to bo kot v bistvu prvi dogodek kot predsednik kluba. Kako se počutiš ob tem, kaj pričakuješ? Če sem povsem iskren, sem malo vznemirjen. Ni mala zadeva, na njo se pripravljamo že več kot 4 mesece, ekipa zelo gara, da bo na dan dogodka vse šlo po planu in tekoče, vendar verjamem, da smo naredili vse, kar smo lahko, sedaj pa še samo moramo napolniti dvorano v četrtek. Verjamem, da bo vam uspelo, saj se vsako leto potrudite. Eno leto zdaj dogodka ni bilo. Res je, bil je enoletni premor zaradi situacije, ki je pač nastala. Zato pa se letos tudi v ekipi hecamo, da bomo nadomestili tisto leto in bomo v eno leto spravili za 2 Bujti repi skupaj, tako da bo znalo biti zelo zanimivo. Kaj pa glede ukrepov na prireditvi, so še kakšni uveljavi? Pred kratkim so se vsi ukrepi sprostili, tako da glede samih COVID restrikcij nimamo nobenih protokolov, vstop je prost, brez PCT-ja. Edino naprošamo, da če kdo čuti simptome, naj ne prihaja potem na dogodek. Dobro, do kdaj približno bo pa trajal dogodek? Dogodek se letos začne ob 18. uri z večerjo. Večerja je nekoliko v ožjem krogu, na večerjo pride okoli 350 ljudi. Ko se večerja zaključi, se pa dvorana napolni še s preostalimi, tako da je ta večer razdeljen na nekako 2 dela, na večerjo in potem na koncertni del po večerji. Dobro, poleg tega dogodka se dotakneva še kluba prekmurskih študentov na splošno. Se pravi, poleg Bujte repe, kaj v klubu še pripravljate, kakšne aktivnosti ponujate? Ja, lahko povem, da je naš program oziroma repertoar projektov zelo raznovrsten. Probamo nekako zadovoljiti potrebe slehernega študenta, zato se udejstvujemo na kulturnem, izobraževalnem, kulturnem, športnem, turističnem ter tudi zabavnem področju. Vedno smo odprti, da nam tudi sami člani podajo predloge, kakšne so potrebe, kaj si želijo in potem jim nekako zadovoljimo to, kar želijo. Kaj ti pomeni dejstvo, da so te izbrali za predsednika kluba? S tem dejstvom čutim veliko odgovornost do vseh članov, da jim nekako omogočimo brezskrbno preživljanje študentskih let, da imajo omogočeno zraven formalnega izobraževanja še ta del v klubu, ki je nekako neformalno nabiranje izkušenj. Tudi naša vizija je, da jim omogočimo, da ne naberejo kar se da veliko znanj in veščin, ki jih bodo lahko na to implementirali na trgu dela. To je nekako naš namen. Koliko članov je trenutno v klubu? Prekmurje trenutno šteje okoli 1600 polnopravnih članov, oziroma da se popravim, upravna enota Murska Sobota šteje 1600 študentov in to je vse naša ciljna publika. V klubu pa imamo včlanjenih okoli 400 študentov trenutno. Kaj je v bistvu, kakšne so ugodnosti za člane? Kaj jim ponujate v okviru kluba?
Vsi člani se lahko po ugodnejših cenah udeležujejo naših projektov. Veliko jim omogočamo tudi brezplačno, recimo vsak vikend si lahko natisnejo študijsko gradivo povsem brezplačno v prostorih naše pisarne, torej Kluba prekmurskih študentov. Tako da imajo kar veliko razlogov, da se lahko včlanijo in s tem bodo lahko koristili vse bonitete. Kje pa se lahko včlanijo? Članijo se lahko preko digitalnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani, ali pišejo meni na elektronski naslov, ki je tudi javno dostopen na spletni strani, ali se pa oglasijo med uradnimi urami, ki so pa v petek med 17 in 19 uro, ali pa v soboto med 10 in 12. No, super. Rabite mogoče tudi še kakšne sodelavce? Ja, trenutno je objavljen razpis za nove aktiviste, tako da lepo vabim vse, ki so kreativni, vedoželjni, ki jim mogoče zgolj znanje, ki ga pridobivajo v sklopu šolskega, torej izobraževalnega procesa, ni dovolj, želijo vnovčiti neke ideje. Mi tudi se smatramo kot stičišče dobrih idej in zato želimo slišati vse. Torej, če je kdo, ki ga zanima takšno delo, ki se želi naučiti česa novega, pridobiti izkušnje, je vljudno vabljen v naš krog. Naprimer, po Bujtu Repi zdaj, kakšen dogodek še bo sledil? Ja, imamo v planu Karisfero, to je tudi projekt, ki se je v preteklosti že izvajal. Narativa samega projekta je karierno usmerjena, kar je že izpeljanka v imenu projekta Karisfera. In sicer tekom projekta je enodnevni dogodek in dogodek obiščejo različni poslovneži, podjetniki in mladim predstavijo njihovo zgodbo, njihove veščine, ki so jih pridobili tekom svoje kariere in jim nekako dajo uvid, kako vstopiti ter se udejstvovati na trgu dela, ko enkrat diplomirajo, recimo. Za tem teoretičnim delom, ko so predavanja, pa sledijo zmenki z podjetji, ko lahko dobijo recimo priložnost tudi za zaposlitev. Tako da se mi zdi, da je en projekt, ki ga je vredno obiskati, če si recimo proti koncu študijske poti in iščeš možnosti za zaposlitev, ali pa če te zgolj zanima, kakšne možnosti obstajajo zate v prihodnosti po diplomiranju. Torej, v bistvu pomagate tudi mladim, da si v bistvu odprejo nekako vrata v svet, da spoznajo. Res je, to je naš namen, da ne skrbimo zgolj za obštudijske dejavnosti, ampak razmišljamo tudi za naprej. Ko bo enkrat oseba diplomirala, kaj pa potem? Stremimo k temu, da bi se vračali v lokalno okolje, zato tudi zelo dobro sodelujemo z prekmurskimi podjetji. Tudi oni se obračajo na nas, ko potrebujejo kak kader, ter mi informiramo študente, da so prosta delovna mesta in jih vabimo, da se potem prijavljajo na razpise in tudi morebiti zaposlijo. Super. Kaj pa recimo v poletnih mesecih? Drugače je naš način dela tak, da formiramo plan za 4 mesece naprej, torej trenutno imamo plan zastavljen do aprila. S koncem aprila bomo spet za naslednje 4 mesece splanirali. Trenutno imajo aktivisti domačo nalogo, da formirajo ter brainstormajo ideje, ki jih bodo potem prinesli na delovni dan, kjer bomo spet naredili plan od maja do avgusta. Je pa res, da okvirno pa nekako vemo, kaj se bo izvedlo in zagotovo tudi med poletjem bo kaka ekskurzija sledila. Že dolgo se spogledujemo z pohodom na Triglav, si ga želimo zelo osvojiti. Izvedel se bo tudi projekt FitFest. Kaj več pa bom mogoče lahko povedal naslednjič, ko bo ta delovni dan za nami in bomo točno že vedeli, kak je plan in načrt. Super, veliko uspehov ti želim še v prihodnje in tudi klubov na splošno. Za konec mogoče še izkoristiva priložnost, da v bistvu nagovoriva gledalce, jih povabiva na Bujtu Repo, ki se bo odvijala že ta četrtek, in v bistvu tudi, da si še kupijo vstopnico, mogoče tisti, ki je še nimajo. Ja,
Torej, Bujta repa je res dolgoletni projekt, začela se je leta 1957, takrat v manjšem krogu z 80 študenti, ki so si Bujto repo skuhali sami. Sedaj je ta dogodek zrastel v nekaj večjega, tudi več ljudi se zbere, ampak namen je ostal isti, povezovanje Prekmurcev, torej študentov, ki študirajo v Ljubljani, na enem mestu. Zato vas vabim oziroma vabim vse študente, da se tega dogodka udeležijo in ustvarijo nekaj spominov, ki se jih bodo potem pozneje z veseljem pogledali nazaj. Super, najlepša hvala, uspešen dogodek želim. Hvala tebi, Urška. Tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, najlepša hvala, da ste bili z nami. Bodite v družbi TV Ideja še naprej.